pozdravljeni torej na Sofijinem simpoziju, ki zdaj že, pa res lahko rečemo, tradicionalno poteka po spomladanskem in tem jesenskem terminu organizacije Založbe Sofija in pa v gostoljubju knjigarne Azil ter ZRC SAZU in pa ob podpori Javne agencije za knjigo, tukaj v tem prostoru. Današnja prireditev, lahko rečemo, nosi mogoče prav posebno težo, kajti ne samo, da bo predstavljen nov prevod izjemno zanimive zgodovinsko, kar se tiče njene zgodovinske umestitve, zelo zanimive knjige, pač pa tam gre tudi za izjemno obsežen založniški projekt. Še enkrat se torej posvečamo opusu Luisa Adamiča, tokrat njegovemu poznemu oziroma zadnjemu obdobju, bomo rekli. In sicer, kot sem že navedel, novim prevodom knjige Orel in korenine, ki bi lahko zelo na hitro nekih vsebinskih orisih povzel kot zmes mogoče autobiografije človeka, ki je na tej grafiki o Luisu Adamiču stoji, pa potem poskusa genealogije jugoslovanskega socialističnega projekta, ki je za Adamiča pomenil zlasti razgradnjo tistih družbenih pogojev, ki so omogočali, oziroma ki omogočajo zgodovinsko-fašizoidne politike, torej odpravo, recimo temu kapitalističnih odnosov izkoriščanja in satiranja in pa obenem pomembno, bomo videli v trenutku čez trenutek ali dva zakaj, tudi nek preseg, radikalen sociološko-politološki, kakorkoli preseg momenta, v katerem je popis nastajal v politiki Združenih držav Amerike. Torej, lahko bi rekli temu makartizma, če gledamo skozi notranjo politično prizmo, ali pa drugi strani hladne vojne, recimo, če gledamo oziroma skozi lečo politike ZDA. Torej, posebna vrednost ali pa posebna teža, kot sem že omenil, morda zato, ker res ta ameriško poglavje, ki je kar tretjina, po obsegu tretjina te zajetne knjige, dobivamo sploh prvič v knjižni objavi, ne samo v prevodu slovenskem, ampak sploh prvič v knjižni objavi, ker je izvirnik, angleški izvirnik je bil izdan leta 1952 pri založbi Doubleday, urejala pa sta ga en urednik pri založbi, in pa Stella Sanders Adamič in sta zlasti zaradi radikalnosti vsebine izpustila tisti del Adamičevega popisa oziroma tipopisa, ki je ostal v zapuščini precej neurejen, to še ni bil dokončan tekst, ampak o tem tudi več čez nekaj trenutkov. To pomeni, in zdaj bom kar hitro prebral, da imamo pred seboj integralno izdajo s tem prvič objavljenim glavnim delom, ki bo doslej izločen, ter tudi nov prevod prve izdaje. V celotnem besedilu so dodane prevajalske in uredniške opombe, Adamičeve pa so prevedene in podatkovno dopolnjene, sploh zaradi tega, ker takrat, ko je pisal, pač niso mogoče tako rigorozna pravila za to tehnično opremo knjige, kamor spada, recimo te sprotne opombe in tako naprej. Obenem so na koncu knjige za lažje branje celote dane kratke predstavitve glavnih protagonistov knjige, ker pač seveda mogoče ni za pričakovati, da bomo čisto vsi, ki jo beremo, specialisti za tisto obdobje. Še to je važno, da povemo, da je slikovno in dokumentarno gradivo iz Adamičeve zapuščine in je pretežno iz mestne knjižnice Grosuplje, fotografije rokopisa pa iz biblioteke SAZU. Zdaj pa najboljše, da se lotim predstavitve svojih dveh sogovork in pa treh sogovorcev. Bom šel kar od sebe in se oddaljeval potem. Torej, najprej boste spregovorili prevajalki Mojca Dobnikar in pa Teja Hvala. Ob tem naj povem, da je prevod delo 4 prevajalk oziroma 100 prevajalk, tako da mislim,
mislim, da, oziroma sem pripričan, da v občinstvu sedita še preostali dve, Polona Mesec in pa Ana Makuc. Potem nadalje sta sogovorca nocoj zgodovinarja Milan Marđenović v sredini, z Univerze v Novi Gorici, in pa profesor Božo Repe z Ljubljanske filozofske fakultete in kot še zadnji, ne najmanj pomemben, pa nekdanji profesor filozofije tudi na isti fakulteti, Leo Krek. Da se nam obeta, mislim, da res zanimiv pogovor. Na vsak način bi tukaj veljalo omeniti, da je uredniška sodelavka pri tej knjigi bila tudi Janja Žitnik-Serafin, izjemna poznavalka Adamičevega dela, ne nazadnje s poudarkom tudi na njegovem poznem obdobju, ki je sodelovala že tudi pri prejšnjih izdajah, ki lahko vidite tukaj razstavljene. Verjetno je pošteno, da povem tudi, omenim tudi odgovorno urednico založbe, ki se je v ta projekt spustila Tanja Velagič z njenim počrtovalnim delom, brez tega seveda ne bi bilo. Zdaj, etiketa je verjetno tudi, da moram zdaj še sebe predstaviti, moje ime je Blaž Selman in sem slučajno imel to srečo, da sem lahko napisal spremno besedo v tej knjigi. Naj navedem še na kratko, da je Sofija, kot sem že nakazal, več zadnjih let posvetila projektu prevajanja doslej še neprevedenih ali pa na novo prevedenih Adamičevih del v slovenščino in sočasni refleksiji njegove misli. Z Orlovim koreninam pa se ta projekt tudi zaključuje, torej prevajanje, razmišljanje o tem, upam, da se še ne zaključuje kakorkoli. Tako da je najprej leta 2018 izšel zbornik konference ob 120-letnici rojstva pisatelja in slovom Strpnost ni dovolj, pa potem istega leta njegova monografija iz mnogih dežel, ki jo je prevedla Mojca Rupnikar, na to še znanstvena monografija posvečena njegove misli oziroma neka intelektualna biografija ameriškega zgodovinarja in Adamičeslovca Johna Enyarta v Mojčinem prevodu, na to še obsežna monografija kar v 2 zvestih v slovenskem prevodu, Moja Amerika, prevajalka Kristina Božič, in pa Orlov in korenine zaključujejo, kot smo rekli, ta projekt. Mogoče samo še na kratko, verjamem, da celo ne bi bilo potrebno med nami tukaj v tej dvorani par besed o Adamiču, vendarle pa je verjetno primerno, da, oziroma veli tako, ne vem, forma prireditve, da tudi o tem spregovorimo, ne nazadnje tako najlažje mogoče vidimo, kako širok je bil obseg njegovega delovanja, kot, če temu lahko tako rečem, družbenega delavca, kako se je razdajal tako na eni strani za boljšo družbo ZDA, kot tudi za nek povojni, nov emancipatorn družbeni projekt socialne revolucije v Jugoslaviji in kako je praktično pa dobesedno dal življenje za ta svoja prizadevanja. Napisal je namreč okoli 20 obsežnih monografij, ob tem pa še kakih 500 člankov oziroma spisov. Za vse to je prejel številne nagrade in štipendije. Njegove knjige so brali po ameriških koledžih, uvrščal se je v antologije kratkih zgodb ameriških avtorjev in tako naprej. Najbolj pa je morda poznan kot predhodnik nečesa, čemu bi liberalna ideologija rekla multikulturalizem, pri čemer večinska recepcija rada pozablja oziroma spregleda, da je Adamič umestil svoje razdelave odnosov med različnimi etničnimi skupinami in pa v odnosu do starejše belske populacije ZDA, pa v odnosu tudi do recimo afroameričanov, črncev v Združenih državah, v bistvu vpel to v razmerja izkoriščanja kapitala, dela po kapitalu, kako se temu reče. Tako da v bistvu je ob tem se bom tukaj ostavil, pa povedal samo še, da si je dopisoval, da je se doživljal osebno in javno podporo piscev, ki so danes kanonizirani v svetovni, ne samo ameriški literaturi, kot so Upton Sinclair Lewis,
Henry Louis Mencken, Sherwood Anderson, Francis Scott Fitzgerald in številni drugi. Jaz sem bil številen član organizacij, ki so se bojevala za pravice raznih priseljenskih etničnih skupin v ZDA in seveda tudi jasno za recimo temu napredni projekti med vojno, med drugo svetovno vojno v Jugoslaviji, torej se je zavzemal za to, da bi tudi ameriški politični čim prej priznal partizani. Toliko, zdaj pa res dovolj, pa bi se mogoče najprej obrnil Mojca k tebi, pa prosil za nekaj besed o sami predzgodovini prevoda, če smemo temu tako reči, glede na to, da sem že omenil, kako vse že ni bil projekt o odločitvi, zakaj znova prevajati, nekaj sem že nakazal, nekaj sploh prvič provedeno, nekaj ne. Zakaj tehnični aparat, ki ga vsebuje knjiga, se pravi nekaj o tem. Ja, hvala za besedo. Zanimivo mi je, da si rekel nekaj o predzgodovini, zato ker sem zdaj v teh dneh, ko sem spet prebirala gradivo o Adamiču, naletela na en zapis Janje Žitnik Serafin, kjer se čudi zapis iz leta 95, natisnjeno leta 95, se pravi pred 30 leti, kjer se čudi, kako to doslej še ni bilo interesa nobenega založnika, da bi izdal to slavno poglavje Igra šaha med potresom, ki je ostalo v rokopisu. Skratka, ni bilo nikoli izdano na angleščini, kaj še v slovenščini, in ki ga danes v bistvu doživlja svetovno premiero, če se lahko malo zaklicam. Moja zgodba s to knjigo ima kar dolgo brado, v bistvu 7 let, kolikor je minilo, odkar sem prevedla omenjeno knjigo iz mnogih dežel, knjigo priseljenskih zgodb in potem še Adamičevo biografijo, če lahko rečem. Tukaj nekje sem se zavedla, kolikšen je res Adamičev opus, o čem vse je pisal in koliko tega je napisal. In tukaj nekje sem tudi zavedla, da ta knjiga, ki smo jo poznali po slovenščini že od leta 70, Orel in korenine, ni cela. Da nekje obstaja rokopis, potem sem zvedela tudi to, da obstaja v biblioteki SAZU, skratka tukaj pri nas. In takrat sem začela nagovarjati Tanjo Belagič, urednico založbe Sofija, da bi to reč prevedli. Ne vedoč, kaj mi čaka. In še vse druge. Tim se je prvič sestal pred 3 leti že, ampak v resnici je delo na prevodu trajalo dobri 2 leti, bom tako rekla, 2 leti in pol. To mečkaj samo za predstavo, no, mogoče bo pol lažje razumeti, odkot tako debela bufa oziroma kaj ta tako debela bufa terja. V bistvu smo rabili več časa, kot je rabil Adamič za napisati jo. Jaz bi mogoče za tiste, ki niso prav poznavalci Adamiča ali pa vsaj ne te knjige, povedala nekaj osnovnih stvari. Predstavlja bi knjigo v 2 delih. En del je ta, ki je že bil preveden, prevedla ga je Mira Mihelič, bil je natisnen 2-krat, leta 70 in potem še leta 81. In izpuščeno je bilo to med drugim to poglavje, obsežno poglavje, Orel korenine, ja, Igra šaha med potresom ali pa Igra šaha. Izpuščeni so bili pa še drugi večji ali pa manjši deli iz te knjige, ampak ne govorimo o prevodu. Prevod Mire Mihelič je bil narejen po prvi ameriški izdaji iz leta 52, o kateri je govoril že Blaž. Ta del, ki je že bil objavljen leta 70 in 81, obsega nekako okrog 500 standardnih strani. Ta del novi, zdaj prvič objavljen, Igra šaha pa obsega približno 250 standardnih strani oziroma blizu 600 strani v Adamičevem tipkopisu, ampak potem bo več Teja povedala.
Stari del, če mu lahko tako rečem, smo ponovno prevedli Ana Makuc, Polona Mesec in jaz, novi del je prevedla Teja Hvala, jaz sem pa kot urednica vse to pregledala, uskladila, tako da je, upam, jezikovno in slogovno zdaj iz tega nastala enotna knjiga. Rada bi povedala, zakaj smo se sploh odločili za nov prevod tistega dela knjige, večjega dela, ki je že bil preveden in objavljen. Prvi argument je seveda bil ta, da smo želeli narediti eno celoto, ker je Adam očitno iz vseh zapisal, da je Adamič knjigo načrtoval kot celoto, čeprav na parih mestih omenja, da je tega gradiva, tega tipkopisa njegovega za poglavje Igraša, že toliko, da ga je že za novo knjigo. Ne? Pa vendar se vidi, če pogledamo tekst, vsebino teksta, kako teče, se vidi, da se teme vlečejo skozi celotno knjigo, skratka tudi skozi to poglavje. To poglavje sva se z urednico Tanjo Belavič odločili vključiti v knjigo, ne kot poseben del, kot ekstra del, ravno zaradi tega. Najbrž sem tukaj jaz Tanjo prepričala, no, ker sem vse skupaj videla kot celoto in se mi zdelo prav, da bi to poglavje izločili. O vsebini bo tako kasneje še več povedano, pa bo verjetno tudi jasno, da gre za enoto pač. Drugače so bili pa argumenti še seveda to, da je Mirin prevod nastal pred približno 60 leti, tako da je jezik kar že zastarel. Pri njej sem našla izraze, ki jih ne poznam, ki jih nisem poznala, potem sem šla poiskati, kaj pomenijo. Vsebuje veliko izrazov, ki se danes ne uporabljajo več. Samo en primer bom dala. Bralnik je pri njej v resnici govorniški pult. Danes bralnik nam pomeni nekaj čisto drugega. Še en razlog, zakaj novi prevod je bil, da sem že predolga, ker ustavljam, je bil, da v Mirinem, v tem starem prevodu, ni Adamičevih opomb. Teh opomb je v prvi ameriški izdaji, če preštejemo po znakih, za približno 12 standardnih strani. Med njimi se meni zdela pomembna zlasti tista, v kateri pojasni, kako je pisal, da je vsako informacijo preveril več kot enkrat, to besedno tako pravi. Če so bile informacije, ki jih je dobil zelo, če so si zelo nasprotovale, je na podlagi konteksta sam presodil, katera informacija je verodostojnejša. V tej opombi je tudi opozoril, da se arhivi v Jugoslaviji šele urejajo, da je preprosto velikokrat težko priti do natančnih podatkov o stvareh, o katerih je pisal. No, recimo, da je to, da ne bom šla predaleč. In zadnji razlog, zakaj novi prevod je bil še ta, da je bilo jasno, da je treba knjigo prevod opremiti s uredniškimi oziroma s pojasnevalnimi opombami. Veliko stvari, o katerih Adamič piše tukaj leta 1949, zdaj govorim predvsem o tem delu, je bilo bralstvu v času, ko je Mira prevajala, jasnih, so jih poznali. Danes v splošni zavesti teh dejstv ni več, zato ta del knjige vsebuje ogromno res opomb z področja zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije, političnih sistemov, vojske, hvala sošolec Martin za pomoč, folklore, socialne psihologije, vsega mogočega. Opombe so počrto, tako da ne bi bili preveč moteče. Se bom to zaključila. V tem novem poglavju Igra šaha je pa bilo potrebnih ogromno opomb, ker ta del piše predvsem o svetovni politični situaciji s fokusom na ZDA in delno tudi na Sovjetski zvezi. In tam se pojavlja ogromno imen, ki nič čudnega, da slovenskemu bralstvu ob
občinu niso znana in tam smo tudi prav tako dodali, sva s Tejo dodali en kup enih pojasnil o kom Adamič piše. Tako da na koncu knjige je ta seznam z vsemi omenjenimi osebami, čez 350 jih je, ampak seveda samo z osnovnimi podatki, ker je knjiga že tako strašno obsežna. To je pregledno to, da se prevala to razopito poglavje in rešavno potresno. Mogoče nam poveš nekaj o čisto svojem delu, težavami, ki so prihajali naproti, dilemami, mogoče nekaj o Adamičevem jeziku, omenil sem že, da je postalo neurejeno. Koliko težje je bilo to za te? Teh 580 strani tipkopisa je večinoma Adamič na roko uredil in upravil s svinčnikom, ne pa vseh strani ni uspel. Tako da večina tega rokopisnega gradiva je do neke mere bila urejena. In tisti del ni bilo tako težko prevajati. Težje je bilo proti koncu, ko je teh uredniških intervencij njegovih zmeri manj. In ko se tudi ton te pripovedi, bom rekla, močno spremeni iz prej neke bolj ali pa precej optimistične drže, aktivistične drže v zmeri večjo črnogledost ali pa kar prezup. Tako da kar se tiče besedišča ali pa tudi sloga, se mi ni zdelo, da bistveno je drugačen od teh drugih njegovih bolj dokumentarnih, nefikcijskih del. Zato sem si lahko zelo pomagala recimo s obstoječimi prevodi drugih del tudi njegovih, ne samo s tem, kar je Mira Mihalič prevedla kot Orjeve in Korenine, se pravi z delom od Mojice, od Kristine Božič in drugih prevajalcev. Kar se tiče zagad, ki jih je omenila že Mojica, se pravi mojega nepoznavanja podrobnosti politične situacije, kontekstov, v katerih piše, bi bilo pa veliko težje to prevesti in razumeti, pravzaprav o čem govori, če ne bi Janja Žitnik Serafin toliko dela že pred desetletji vložila v zelo podrobno analizo in primerjavo, se pravi angleške izdaje, izpuščenih delov in tako naprej. Tako da tukaj res velika zahvala Jani. Prav po zaslugi že vsega upravljanja dela ni bilo tako težko, kot sem se bala, da bo. Mogoče samo še o tej prevajanju The Big Fix. Zakaj gre pri tem tako imenovanem dogovarjanju? Aha, ja, to je bila ena od mogoče večjih dilem, je bila, kako prevesti izraz The Fix ali pa The Big Fix ali pa The Greatest Fix, ki ga Adamič skoraj dosledno piše z velikimi začetnicami in navednicah. In tudi iz Janinih knjig izvemo, recimo iz knjige Orjeve in Korenine med brušenjem in cenzuro. Tam izvemo, da je celo nameraval tako nasloviti celotno knjigo, ki je šla kot Orjeve in Korenine, zato je to precej pomemben izraz, s katerim on pravzaprav meri na vpliv na sprego politike in biznisa oziroma menedžerskih magnatov, kot je temu rekel, na svetovno politiko. In najprej smo nameravali to prevajati kontekstualno, se pravi glede na konkretno rabo, konkretni povedi kontekstu. In v tem smislu bi bil tukaj en zelo širok nabor možnih prevodov, od pasti, zagate, intrige, zakulisnega dogovora, spletkarjenja, dogovarjanja s figo v žepu ali pa pod mizo. Vse to bi prišlo poštev. Mira Mihalič recimo je to prevedla na enem mestu kot ukazovanje od zgoraj
Skratka, že ta nabor vam pove, da je s tem pojmom pokril zelo veliko različnih situacij pomenov. Na koncu je padla odločitev za enoten prevod, dogovarjanje, v navednicah tudi, ki je po eni strani mogoče preveč neutralen, po drugi strani pa vendar nam omogoča vsaj razbiranje iz prevoda, kje je ta skupna osnova ali pa jedro, ali pa kje se je ta izraz izvirno pojavljal, kar je v sedanji zdaj še toliko lažje, ker je v bistvu pri vsaki navedbi zraven izvirni izraz. Da ja ne bi bilo nesporazumno. Gremo kar po vrsti, da nimam preveč tega. Mogoče Milan nekaj, če malo odzumiramo tega osrednjega poglavja, smo že namenili nekaj pozornosti nazaj na celo knjigo, oziroma se osredotočimo na sam naslov. Mogoče nekaj o simboliki, ki tiči naslova Orel in korenine. Ja, hvala lepa. Zdaj, sam naslov Orel in korenine ni po naključju izbran. Namreč to tudi avtor v knjigi jasno pove, da Orel predstavlja v bistvu jugoslovansko revolucijo in Tita. Korenine so pa zgodovinske okoliščine, ki to revolucijo ne spustijo, da bi poletela višje v nebo. Potem, to je ta simbolika in tudi dejstvo, ki ga je že Blaž omenil, pa mogoče bi ga še poudaril, da je z knjigo Orel in korenine v bistvu ameriška javnost prvič dobila priložnost prebrati Titovo biografijo, ker je prvi del knjige praktično Titova biografija, ki je napisana na istem intervjuju, iz katerega je kasneje Vladimir Dedijer, ki je bil pa uradni Titov biograf, napisal svojo knjigo o Titu. Te stvari je dobro razumeti, da vidite, kako v bistvu pomemben je Adamič tukaj bil kot povezovalni element. Zdaj, kar se pa tiče integralne izdaje, ki jo pa imamo pred sabo, to je pa nekaj neverjetnega, lahko smo veseli, da imamo v slovenskem prevodu prvič knjigo, ki dejansko zajema celovitega Adamiča, ki predstavlja to, kar je on dejansko bil, kar je on dejansko mislil, ker vse njegove predhodne knjige so v veliki meri na določenih delih zelo idealistično zastavljene. V tej knjigi je pa prvič realen in je v bistvu tudi v poglavju igra šaha med potresom tudi spet simbolika. Če hočeš igrati šah, moraš imeti trdna tla, da narediš strateške poteze. On je to knjigo, po tem poglavju dejansko on prvič najostreje in najbrutalneje kritizira Združene države Ameriko, napade makartizem, govori o kulturi vohunstva, govori, kako se profesori na univerzah bojijo soočiti s kritiko svojih študentov, potem kritizira ameriške časopise, kako hvalijo takrat korejsko vojno, ki je bila takrat predstavljena kot priložnost za razvoj ameriške ekonomije. In ko beremo to poglavje in to knjigo, vidimo neko neverjetno aktualnost današnjega dogajanja. Torej, ta velika prednost Adamiča je ta, da je bil vedno aktualen, ne glede na to, kakšno temo je obdeloval, ali je to tema o imigracijah, ali pa to tema o zgodovini, politiki. Njegove besede so včasih preroške in zelo aktualne. Bom se tu ustavil, hvala. Ok, hvala. Mogoče prvo vprašanje za Boža Repeta, pa mogoče, če zdaj, kar je Milan že nakazal, še malo bolj natančno rišete, naslikate pravzaprav ta povojni zgodovinski oziroma politični kontekst s poudarkom mogoče na Združenih državah, čeprav je v današnjem kontekstu verjetno mogoče razločevati sploh obe strani Atlantika oziroma jugoslovanski projekt pa ZDA na začetku hladne vojne, ampak vendarle, kot je že ta nakazala, zaradi raznoraznih pritiskov se je Adamič tako rekoč pisava, pritiskov, ki jih je čutil, no pa so bili kar zelo resnični, verjetno dejanski, se je pisava da osebno spreminjala iz meseca v mesec, če gledamo opis tega poglavja proti koncu, tako da mogoče z tega stališča. Ja, torej, Adamič je bil, kot ste rekli že na začetku,
eden vodilnih levičarskih intelektualcev v času med obima vojnama, ker levica je bila takrat močna, on je tudi eden glavnih analitikov ameriškega imperializma in fašizma. To, kar je popisal naš kolega John Reinhardt v svoji knjigi, on je tudi tukaj, smo ga mi gostili, kaže, da je ne samo tam, ampak tudi v drugih, v samih Adamovičevih spisih se vidi, da je zelo daljnovidno predvidel, da bo Amerika zapadla v fašizem. To je torej nekaj desetletij naprej pravzaprav analiziral, izhajal je iz dveh zadev. Prvič iz tega, da so Američani tako samozavestni in samozadostni, da svet osvajajo, si ga podrejajo, namesto da bi se od njega učili. In drugič, da so družbeni procesi v Ameriki tako razredno in rasno razdeljeni, da je to napodstat za fašizem. In s tako dediščino, če bomo v povojni čas, v času makartizma, seveda to je pomenilo žigosanje, totalno. On je bil pravzaprav pod stalnim pritiskom, vse to, kar je bilo opisano, kar se pozna tudi v njegovem pisanju, načinu razmišljanja in tako naprej. Kar zadeva Jugoslavijo, potem bom nakratko rekel še o tretjem delu v svetu, torej, kar zadeva Jugoslavijo, on je z Jugoslavijo imel dve večji srečanji, kot vemo, za prvo pač v tem trenutku ni časa, ker govorimo predvsem o povojnem času, ampak on je zelo vplival na slovenske razmere, definicijo slovenstva, spore med Slovenci in tako naprej, že v času med obima vojnama, ko je bil tukaj na obisku. Takrat je vzpostavil tudi slike slovenskimi komunisti in postal prijatelj Borisa Kidriča. Po mojem mnenju sta bila prava prijatelja, čeprav sta se torej bolj redko srečevali. No, Adamič je leta 1949 prišel v Jugoslavijo in velik del te knjige, pravzaprav nasledek tega njegovega obiska. On je državo zelo natančno popisal, natančno je popisal tudi mednacionalne odnose na zelo zabaven način. Zabavni so opisi o poklicnem Črnogorstvu, recimo, z nekim slovenskim etnocentrizmom, ki ga kritično postavlja temu nasproti ali usporedno, in še vrsta drugih zadev. Zelo kritično je analiziral tudi jugoslovanski sistem, ki je bil takrat seveda v veliki meri sovjetiziran, čeprav ga zlasti agrarno reformo, kolektivizacijo in tako naprej. Čeprav ga po drugi strani tudi bi lahko rekli razume in ga postavljal realni okvir. Ena od takih zadev je recimo pravi, govorijo o privilegijih te komunistične elite. Tiste vile na DDR-ju, v katerih živijo, so take, kot jih ima povprečen Američan srednjega razreda in tako naprej. Opisuje tudi ta konflikt, pravzaprav notranji konflikt pri Titu med tem, da bi bil heroj, ki mu bojejo dobesedno s hripavimi glasovi, ker Tito pravi, ne, nisem jaz ta heroj, heroj je ljudstvo, ki si je osvobodilo. No, da ne grem predaleč, torej on je v jugoslovanskem sistemu videl neko priložnost. Videl je priložnost za drugačen razvoj. On si je želel narediti komparacijo in je hotel tudi v Sovjetsko zvezo. In je imel že vse pripravljeno in je nekaj mesecev v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji čakal, da bi šel v Sovjetsko zvezo, pa mu seveda niso dali vize. Kritično je popisal Tita, pričakovanje je bilo seveda, da bo to nek panegirik, podobno kot je bilo pričakovanje, da bo panegirik o kralju Aleksandru med prvim obiskom, ampak Adamič se nikoli kljub simpatijam nikoli ni
torej podrejal temu. Je pa verjel, ko je videl spremembe, on je bil eden od ljudi, to je mogoče še vredno poudariti pri tem obdobju, on je bil eden od ljudi, ki je zelo hitro ocenil, da gre Jugoslavija po svoji poti. Ameriška, zahodna diplomacija in tako naprej je bila mnogo počasnejša. Če gledate dnevnike britanske, recimo ambasade ameriške in tako naprej, celo poletje pravzaprav so oni še zelo dvomili, kaj bo, kako. On je to natančno vedel in on je pravzaprav tudi, lahko bi rekli, nek predhodnik neuvrščenosti, ker je, s tem bom tudi pravzaprav končal, ker on je, kako je videl svet. On je videl svet, ki ne bo imperialističen, torej videl je svet, samo trenutno, da tole najdem, kako je to on opisal. On je svojo vizijo sveta opisal takole. Neodvisnost malih narodov, zavrnitev imperijev, nasprotovanje geopolitični dominaciji velesil, razumevanje razvoja kot socialnega in ne kot vojaškega procesa. Tudi sicer je tudi v revolucijah je videl ne samo ta vojaški del, revolucionarni, krvavi del, ampak humanistični in medkulturno sodelovanje kot edino trajno vez. Torej, to so neki temeljni postulati, ki jih je kasneje razvila neuvrščenost, pri čemer bi jaz rekel, še to ne ste rekli, da je bil multikulturen. Adamič je bil v bistvu kozmopolitski. Ta izraz se mi zdi, da mu nekako bolj ustreza in bil je človek več identitet, kar je za Slovence težko sprejemljivo. On je v današnjem času, seveda v anglosaksonskem času je seveda to drugače in smo pravzaprav vsi pred podobno dilemo. On je pač izhajal iz tega, da je hkrati Američan in hkrati Slovenec, to je tudi eden teh Župančičevih opisov, ko se je pogovarjal z njim, ampak Župančič je rekel, se mi je zdelo, da on o tem sploh ne premišljuje. Se pravi, on je svet dojemal v času med obema vojnama in tudi v tistem blokovski delitvi po vojni, ki je dojemal povsem drugače, kot je v resnici bil in je upal na boljšega. Hvala. Naveza Župančič, Adamič pa je v bistvu že tudi idealno izhodišče, da se zdaj pa vseeno vzamemo nekaj trenutkov in gremo dlje nazaj v preteklost. Pa bi Leo prosil, da nekaj povem, mogoče prav v tem trenutku, ko Adamič obišče leta 1932, torej z Dugajmo Šapendijo prvič Jugoslavijo, se pravi kraljevino. In Župančič priobči v ljubljanskem zvonu spis Adamič v slovenstvo, in v katerem Adamiča nekako skuša kanonizirati kot slovenskega pisca, če tega tako rečemo. Napade ga pa Josip Vidmar, ki v tistem času je tudi kulturni problem slovenstva, svojo knjižico. Njega pa potem že takoj napade Kardelj s svojim spisom. V reviji Književnost je takrat začela izhajati v mističnem glasilu, ki ga je izdajal, porejal Leo Fojavček, Bratko Kreft. In kot je Božo že prej nakazal, seveda samodoločba neodvisnost malih narodov, mislim, da tukaj nekje vmes lahko poseže tudi ta debata, če jo spravimo v pravi kontekst, in glede na to, da je absolutno to bila Adamičeva tema, čeprav je ta spor zanetil tako rekoč v odsotnosti, če se res, mislim, med potekom svojim ne vem, poznali. Lahko mogoče nekaj besed namenimo tudi temu. Književnost je bila partijski organ, v času legalne stranke, tako da so uredniško delo upravljali tako, da se je vodstvo stranke skupaj usedlo z mojim očetom vred in odločalo, kaj za narediti. Je pa moj oče plačal stroške, torej financiral je revije iz svojega denarja.
Ampak ni to tisto, kar je mene pritegnilo k zadevi, ampak ta soslednica, ki se je omenil, na začetku katere je nekaj nenavadnega. Nenavadno je to, da Adamič pride v Slovenijo in se vsi tepejo, da se z njim slika. Vsi bi radi z njim skupili. Mislim, to je nenavadno za Slovenijo, ker če nekdo uspe v svetu, potem ga najprej moral spraviti na našo drugost, potem pa še malo sredi. In sem se sprašal, zakaj se je zgodilo obratno, da so povzdivili pravzaprav veličanstvo in kriterij, mislim, da zato, ker so ga med tujci. Ni bil konkurent na književnem področju, pisal je v angleščini in tako naprej, niti tega mu niso zamerali, da je zelo na levi, ker preprosto ni deloval tukaj. In to, da je bil tujc, mislim, da je na nek način to tujstvo vznemirilo Otona Župančiča, je napisal ta tekst Adamič in slovenstvo, v kateri njegov temeljna trditev, da ni jezik pomemben, ampak duša. Slovenska duša, ki se ne da spisati, in tudi ta Adamič lahko piše vseh jezikih na svetu, nič v slovenščini, pa še vedno v slovenski. To je seveda povzročilo velikansko razburjenje, ne samo pri Josipu Vidmarju, ampak pri vseh ostalih tudi. In ker to pa ne gre, slovenstvo brez jezika, to ni slovensko, če ne govori slovenska, kaj bi s takih vidila. To omenjam, ker je bila to debata tudi naš čas v jeseni. Kdo je pravi slovensko, kdo ni, to nadam. Ampak to zdaj ni v zvezi z Adamičem. Je pa v zvezi z to, da se prvič Oton Župančič utihne in dolga leta ne objavi niti enega eseja več. Je bil zelo občutljiv po tej kritiki, ki se umakne. Pojavi se pa Josip Vidmar, ki pa postavi teorijo, da Slovenci ne bomo nikoli močni v državotvornosti, zato si moramo umisliti svojo kulturo in živeti kot nove Atene in Firence, čeprav so biti to mestne državice, ne pa samo kulturni centri. Pa on je to rekel, da mi bomo v kulturi zelo pomembni in vidi, vse drugo nas pa ne zanima. In na to se javi Tone Brodar po nalogu Parkinson, so se ljubili in se zmenili, in objavi tekst. Jaz ne bom zdaj govoril o tem, je kar del prepisal, ker ni prepisal, ki od koga drugega, ki se mi zdi to čisto brez veze, ima zlasti glede na to, da 32. leta je to manj težje izvedljivo. Zaspera se pa polemika vodja, ki je prepisal, ni prepisal, ker sploh ni tako nenavadno, če se v partijskih krogih je kaj prepisal od koga drugega, se mi to sploh ne nenavadno. Celo pa zanesljivo ne, ker se že iz tega teksta Brodarjeva vidi osnovna teza in osnovna akademijeva teza je, graditi treba možnosti za lastno državo. To, s čemer se začne tudi smerati. In tu mislim, da gre za nekaj, kar je Adamič povzročil, da se je sprehodil po Sloveniji in se pustil sem okrog pelat na večerje, pa kosila, pa tako naprej, pa si redno mislil svoje, je povzročil pravzaprav resno debato o slovenskem nacionalnem vprašanju, ki do takrat take intelektualno poglobljene in tako raznolike pravzaprav ni bilo. In s tem mislim, da je izjemno pomembno seveda vplival na ta razvoj. Dodal bi pa še eno malenkost, spet osebno z očetovo zgodbo. Oče je bil avantgardist, ne samo takrat, ko so avantgarda delovala v teh prvih valovih, 20 letih, ampak tudi na nek način po karakterju, eksplozivnem. In je znal zato narediti kakšno subverzivno stvar, ki ga je pol tekel. In leta 1939, ko Sperans dokončno objavi to smer ustanovitve Slovenije kot samostojne države, moj oče objavi pa slovaške pisanice v Ljubljanskem zvonu z osnovno trditvijo, male države ni nas niste ustvarjavljati, ker bojo postali vse fašistični. Hvala lepa. Bi mogoče izkoristil priložnost, pa bi se samo od konca nazaj šli, pa bi spet možno... Ja, sem pa izključen iz partije. Ti živ pa kaj bi izključen. Zopet profesor Repeta prosil za komentar in bi se na to prvo mogoče zadnji komentar navezal. Glede na to, da ste omenili že v prejšnji intervenciji, da je seveda Kidriča, tudi Kardelja, spoznal že, se pravi, v prvi polovici 30-ih, ko je prišel, Kardelj je tudi eden tisti, ki mu je, mislim, da snov zagotovil za njegovo knjižico Boj oziroma Struggle o mučenih jugoslovanskih zaporih pod kraljem Aleksandrom. Mogoče zdaj vsem malo natančneje, če lahko, kakšni so bili ti odnosi prvič in pol po vojni, pa ne samo z njima, ampak tudi mogoče z ostalimi politiki jugoslovanskimi, tako v Jugoslaviji in
tistimi, ne vem, kaj se da povedati, tisti, ki so v New York prihajali, zlasti na zasedanja OZN, oziroma pri polnostalnem predstavništvu v New Yorku, s katerimi je v bistvu ogromno kontaktov imel v vodu Adamič. In ne vem, nekako sugeriral stanje, da bi politika zgledala, kaj bi bilo v resnici. Ja, to bi bila dolga zgodba, bom skušal biti čim krajši. Najprej okrog Kidriča oziroma slovenskih komunistov. Tisti, s katerimi se je srečal, so bili Kidrič, Kardelj in Taras Kernal. Vsi trije so ga Dušan Kernal, pardon, se oproščam. Torej, vsi trije so ga opremili s podatki o delovanju jugoslovanske policije, mučeni zlasti glavnjači in tako naprej. To je tam zelo živo opisano. Največ seveda Kardeljeve izkušnje, ampak se tudi Kidrič je bil zaprt. On se je takrat z njim srečal večkrat, najprej v Ljubljani, potem v Rogaški Slatini. Potem so bili ti stiki zaradi vojne v glavnem pretrgani. Nekaj fragmentov je ostalo v Kidričevem osebnem arhivu, jih ima Marjenka Kidrič. Jaz sem v tem napisal en članek, ki je šel v Borcu, in to tiste, ki zanima in to malo podrobneje opisuje. Tako da je bil to ta njegov krog, s katerim se je srečal. Imel je nek stik, če temu lahko tako rečemo, tudi z liberalnim politikom Ivanom Hribarjem, ki pa ni bil prav prijeten. Tudi to pismo sem tam objavil. Namreč zakaj? Ker je bil Adamič zelo kritičen do kralja Aleksandra in jugoslovanske diktature. Mu je Kidrič napisal, Hribar napisal eno zelo ogorčeno pismo, da je izdajalec slovenstva, da on ne razume, da je Jugoslavija rešitev za Slovence in tako naprej. Torej, skratka, en tak oster konflikt je bil. Posrednik je potem skupaj tukaj skušal biti Boris Furlan, prav uspešno. Zdaj, če grem k drugemu povojnemu delu, je najprej treba seveda reči, da je Adamič imel izjemno pomembno vlogo za jugoslovansko odporniško gibanje, torej jugoslovanske podnebne politike med drugo svetovno vojno. Ta zgodova je bolj ali manj znana. On je decembra 2004, on je najprej podpiral jugoslovansko kraljevo vlado na prošnjo Simoviča, predsednika begunske vlade, in Mihajloviča. Od decembra 1942 pa ne. In ena njegovih glavnih zaslug je, da je prišlo do tega preokreta v ameriški miselnosti. Če ne bi bil ta mnogo počasnejši in tudi mnogo bolj nedosleden, pri čemer je s tem svojim angažmajem na različne načine v podporo jugoslovanskemu odporniškemu gibanju, je v bistvu postal nekako tudi za politike glavni ekspert za Jugoslavijo. In njegovo mnenje in seveda dostop do Roosevelta imelo veliko težo. On se je ves čas zavzemal za veliko podporo jugoslovanskemu odporniškemu gibanju. Imel je tudi idejo, ki sicer Titu ni bila preveč všeč, bila sta v korespondenci med vojno že, ni bila preveč všeč, da bi se del ameriških enot izkrcal v Dalmaciji ter naredil neko bazo, ki bi bila osnova za pomoč partizanom. Jugoslovanski komunisti oziroma jugoslovansko odporniško gibanje se je pa balo, da bo to izhodišče, ki ga je sicer zagovarjal Churchill, za to, da bi se izkrcali na Jadranu. Drugače je pa ves čas podpiral tudi kasneje prekomorske brigade in tako naprej. In to je bila tista osnova, ki je potem definirala povojne odnose z jugoslovanskim vrhom. Adamič je bil potem tukaj nekaj mesecev, skoraj leto dni, 8-9 mesecev, kot rečeno, ni mogel v Sovjetsko zvezo, in takrat se je srečeval z vsemi vodilnimi politiki.
zelo pogosto tudi s Titom. Zbirno je imel on več kot 30 ur pogovorov s Titom, ker je seveda, če si predstavljate tedanje razmere, Sporazum Foreign Birojem, državo v situaciji, v kakšne Slovenije, je to izjemno veliko, ampak on je ure in ure govoril tudi s Kardeljem, s Džiljasom in z vsemi drugimi politiki. Tako da je z njimi imel torej dober odnos, je bilo pa, kot sem rekel, nepodobno pričakovanje, da bo on pač o Titu napisal nek panegirik, tega pa ni naredil. Kar zadeva Kidriča, sta imela zelo dober odnos praktično do smrti. Oba sta tudi zgodaj umrla, kot vemo, v začetku 50-ih let. Ampak sta ohranjala stike, sta se pa v tistem času, ko je bil on tukaj, bolj redko videla. Je ohranjala nekaj korespondence, zato ker je Kidrič imel seveda zelo pomembno ključno gospodarsko vlogo v Jugoslaviji, Adamič je pa potoval okrog. Ampak je nekaj takih osebnih prisrčnih pisem, poštilic in tako naprej, ki mu jih je pustil. Tako da ne glede na to, da on ni izpolnil povojnih pričakovanj, da bo pravzaprav neke vrste Titov panegirični biograf v ZDA, je z jugoslovanskimi politiki ohranjal dobre odnose in jim je tudi zelo veliko pomagal. Zlasti v času, to, kar ste omenili, ko so iskali pomoč v ZDA, zlasti v tem času jim je zelo odpiral vrata, jim je zelo pomagal tem jugoslovanskim diplomatom in politikom v Ameriki, ampak hkrati je pa ves čas tudi govoril, vi Ameriko morate razumeti, vi se morate od Amerike učiti. Amerika ni samo ta imperialistični bav, kot ga prikazujete, ampak je jedro napredka, je jedro miselnosti, ki se jo da uporabiti tudi v kakšnem drugem družbenem redu, družbeni ureditvi. Pa mogoče, če ostanemo malo še pri tej Adamičevski Jugoslaviji, oziroma pri obeh, tako rekoč, večkrat so bilo že omenjeno po kralju Aleksandru kot Tito, se pravi, on je, zdaj že vemo, pisal, se srečal z obema in pisal o obeh. Obenem je pa v tej knjigi napovedoval, ali že danes mislim to omenjeno, trilogijo o Jugoslaviji, ampak če pogledamo njegov celotni opus od prvega obiska dalje, jo na način je napisal. Mogoče nekaj tvojih mislih o tem. Ja, Adamič, ko je potoval po Jugoslaviji, mogoče bi to moral poudariti, on je imel idejo, da bi v tej knjigi na samem začetku objavil sporazum, ki ga je sklenil z vsemi intervjuvanci, in to je, da bo ves čas bivanja v Jugoslaviji plačeval vse stroške sam. S tem bi nekako nakazal, da je neodvisen, da ni bil tam njihov gost in da ni se vete, kdor plača, ta bolj tudi ima računico za poravnata. Adamič je svoje bivanje v Jugoslaviji poravnaval iz svojega žepa. Zakaj se potem to ni uresničilo, zakaj to ni dodal v to knjigo, ne vem. Je pa bistveno, da to povem, zato ker namreč pozabljamo, da Adamičev poklic je bil biti pisatelj in on je dejansko živel od tega, da so se knjige dobro prodajale, in če je želel doseči dober učinek, je moralo biti sporočilo knjige zadovoljujoče za ameriško javnost, katero je nagovarjal. In tukaj je, ko je prišel drugič v Jugoslavijo, imel namen, da bi iz te knjige naredil nekakšno večkratno nadaljevanje. Zdaj, direktno besede trilogije ni omenjene, ampak v korespondenci, ki sem jo jaz, ko sem prebiral tiste težke rokopise Adamičeve, ki se je že videlo, da izgoreva od dela, se je videlo, da ima neko željo, da bi to bil šele prvi del Orje in korenine in bi se potem ta knjiga nadaljevala. In tudi potem, ko je ameriška izdaja leta 1952 išla, so se oglasili mnogi razočarani Slovenci, ki so delili z Adamičem, pa tudi ostali Jugoslovani, ogromno zgodb, ki jih pa v knjigu ni
prinesel. Seveda pa so bili razočarani, ker niso razumeli, da je imel idejo, da bi to knjigo razširil, da bi ustvaril neko nadaljevanje. In na koncu, bom rekel, simbolično so ga umrli, in te svoje ideje ni mogel uresničiti. Zdaj, če sem prav razumel, kako je še bilo vprašanje, to je to. Ja. Pač ja, njegova neodvisnost, to je ključno, da se razume. On je poskušal biti zelo neodvisen in objektiven. In s to knjigo, ki jo imamo pred sabo, tukaj je dejansko povedal tisto pravo mnenje, kaj si je mislil in o Jugoslaviji, in o Ameriki. Samo te stvari, če to je bila dobro izhodišče, bila korektna, ampak se ni uresničilo, ker Adamiča so vendar tukaj zelo posebni in drugič. In samo, se to je že lev nakazal, na nek način. In še to, je ena pomembna distinkcija med kraljem Aleksandrom in Titom. Adamič se je s kraljem Aleksandrom srečal samo enkrat in to na audienci. Medtem ko s Titom je pa v resnici posrečal. So pa seveda Aleksandrovi ljudje skrbeli in recimo temu bdeli nad Adamičem. Izvolite se seveda. Za tiste, ki knjige še niste brali, pa boste mogoče presenečeni, če boste zdaj brali po tem, kar ste zdaj slišali. Ta knjiga je bila ves čas delo v nastajanju. Adamič, ki je šel v Jugoslavijo, ni imel namena pisati o Jugoslaviji. On je prišel v Jugoslavijo počivati in je tudi 3 tedne preživel na Gorenskem, v Vidmarjevi vili, tako pravi. Sicer pa je želel iti v Sovjetsko zvezo in prvo poglavje opisuje pogovor na sovjetski ambasadi v Washingtonu, kamor se je moral iti zagovarjati, ker je želel dobiti vizum za v Sovjetsko zvezo. Tako da ta ideja, da bo, v bistvu se je velik del tega 7-mesečnega bivanja v Jugoslaviji, med katerim je tudi prepotoval kar precejšnji del, od Makedonije, Bosne, tako Beograd, seveda bil na obali, je bil v Sloveniji, si je marsikaj pogledal, kot se lahko vidi tudi v knjigi. Precejšnji del te knjige, on govarja sam sebi, ne bom pisal knjige v Jugoslaviji. Dolgo časa je razmišljal, da je to samo nekaj, pravzaprav kar dela med tem, ko čaka, da bo prišel v Sovjetsko zvezo. Potem pa so se stvari seveda začeli razvijati, po eni strani ga je vse to, kar je videl. Videl je pa, kot pravi Janja Žitnik Serafin, na nekem mestu 3 osnovne stvari v Jugoslaviji. To je izgradnja porušene države. Jaz bi temu dodala še, da razmišljanja o postavljanju novega sistema, ki ne bo ne ameriški, ne sovjetski, sploh pa ne sovjetski seveda več, govorimo o času po informbiroju seveda, Potem govori knjiga v velikem delu o teh vzrokih za razkol Sovjetsko zvezo in pa ta tretji del, ki se vleče skozi celo knjigo, ta tretja tema je seveda Tito, Titova biografija. Recimo, da se to hvala. Ja, samo pravzaprav še vprašanje za vaju obestejo in sicer bi se vrnili k njegovemu jeziku, če tako rečem, in nadaljevali smo v prvem krogu ostali, glede na to, da smo že povedali, da je bil, ne samo, da je besedilo, koliko je obsegno, ki je precej razgibano, bil je tudi žanrsko, precej raznolik, mislim, to je delno biografija, delno potopis, delno kronika, reportažni zapisi in tako naprej, kar velja za opus, ne samo za knjigove korenine. Obenem pa je precej rad literariziral svoje gradivo. To je vendarle treba povedati. In kako ste videli, kako je vplivalo to na njegov jezik in obenem kot prevajalka, mogoče kaj je to pomembno, če nismo že preščali te teme za samo
delo in na koncu poenotenje ali kakorkoli že obsežnega teksta. Ne vem, je literarno bogat, je suhoparn, je bolj neko žurnalistično razviban, ali kaj se temu rečem, moti neki spontani mistiki. Koliko se pa obenem tudi pozna, da gre že za, če vemo zdaj izvirnik, ne prevod, o čemer si prej že govorila, Mojca, prvi prevod, Miren Milič, da gre za vse že 3-4 stoletja zdaj star tekst. Nekaj misli. Jaz bi ko sem o temu, kar sem prej rekla, pa kar je bilo že tukaj povedano o vsebini, dodala, da se na nek način meni zdi ta knjiga autobiografija. Iz celotne knjige, če vam uspe celo prebrati, ker je res debela, nekaj je jasno. Knjigo je pisal pred smrtjo, ne da bi vedel, da bo umrl, ampak deloholik, kot je bil ves čas izredno uturjen in ves čas ponavlja to, kako je sploh v tem delu igra šaha, pa že v bistvu tudi na začetku sem prej rekla, da je prišel v Jugoslavijo na dopust, prišel se je spočiti zato, da bo lahko potoval po Sovjetski zvezi. Ampak poleg tega ga je, kot je bilo rečeno, že zajel ta val makartističnega preganjanja komunistov, doživljal je grožnje, tudi pretepli so ga vsaj enkrat, imel je velike finančne težave, žena je bila bolna, on je bil bolan, tega sicer v knjigi, tega zadnjega dvojega ne omenja. Zelo govori iz knjige v igri šaha to strašansko razočaranje nad ZDA, nad katerimi je bil seveda vedno navdušen, on se je imel za Američana, čeprav se je imel seveda tudi za Slovenca. In po drugi strani, kljub vsej kritičnosti do Jugoslavije, pa ta prevzetost nad Jugoslavijo, nad vsem tem, kar je videl, da se v Jugoslaviji dogaja, kako se gradi to navdušenje ljudi, ta entuzijazem strašen, to neverjetna požrtvovalnost in tako naprej. In se mi zdi, da vse skupaj ga je strašno težil. Tako da jaz se sicer ne strinjam s tem, kar Dan Schiffman nekje pravi, da se v knjigi kaže, da je oziroma v tem poglavju igre šaha, da je duševno propadal, da je bil že duševno zmeden, tega ne bi rekla. Po tekstu bi človek po igri šaha mogoče po tem zadnjem delu lahko to sklepal, ampak prej bi rekla, da če ne upoštevaš celotnega dela, potem lahko to sklepaš, drugače pa ne. Gre skratka za dokumentarno prozo in to za zelo pošteno, zelo iskreno dokumentarno prozo, bi jaz rekla, kot vidite, sem jaz tudi prevzeta čisto Damičeva. Se mi zdi, da se ves čas zelo prizadeva razmejiti svoje zaznave, to, kar vidi, kar doživlja v Jugoslaviji, zdaj govorim predvsem o tem delu seveda, od svojih interpretacij tega, kar vidi in kar doživlja. V tem smislu je dokumentarno pošten. Če tam za primer, kako on govori o Titu, kako piše o Titu, po eni strani razloži skozi to, kako mu brat France pojasni simboliko Titovega imena, kako beseda Tito za ljudi ni oseba Tito, ne gre za kult osebnosti, ampak in to ime predstavlja vse to, kar se zdaj v Jugoslaviji dogaja, leta 1949. Potem opiše, kako ga sam vidi na kongresu Srpske partije, kjer mu ljudje skandirajo, več kot pol ure, 45 minut ali koliko časa. Hkrati pa opisuje, ko gleda te ljudi, kako skandirajo njihove izraze, v tem smislu je res literaren in dokumentaren. In potem seveda ga opisuje, kako ga doživlja, ko se pogovarja z njim, mimogrede, menda je imel Adamič najdaljši intervju s Titom sploh v Titovem življenju in ta je trajal približno 7 ur, začela sta neko popoldne, okrog 4, stenograf je bil z njima, ki mu je po 3 urah mu je
roka že toliko trpena, da ni mogel več pisati. Ta stenogram mimogrede je bil transkribiran, ali kako se temu reče, in ga je Adamič ta prepis tudi dobil. Ampak potem sta stenografa odslovila, da ga ne bi več mučila in se dela še naslednje 3-4 ure skupaj. To je ta slavni intervju. Skratka, rada bi rekla, no, da se mi zdi, da res ob vsej svoji kritičnosti, ki je ni malo do tega, da je Jugoslaviji, se trudi pisateljsko pošteno prikazati, kaj je njegov pogled, kaj pa je tisto, kar misli, da je resnica, tudi zato, ko sem prej rekla, ker je informacije večkrat preveril na več straneh. To se hoče reči značilna za njegovo pisanje, da mislim, da tudi sicer bi lahko rekla ironija in humor, ne? Humor sploh, ampak v tej knjigi se mi zdi tako značilno, kako je ironija, da ne rečem sarkazem na trenutke prihranjen za ZDA in za Sovjetsko zvezo. Ne? V Jugoslaviji kar ponikne. Humor ostane, ampak ironije pa zmanjka, ne? Verjetno pač zaradi te prevzetosti. In moje z njegov. Se upravičujem. Podobno ali pa enako vprašanje še za te, že prej je Milan omenil, ne, njegov poklic je pravzaprav bil pisatelj in Adamič kot obrtnik nekaj je že Mojca nakazala, kako se pa taj kaže. Meni se zdi to mogoče zanimivo, da sploh se dvomi v to, da je on bil pisatelj, ker če je bil Sinclair Lewis pisatelj, če je bil Fitzgerald, če je bil Anderson, sodobniki, prijatelji njegovi, če so oni pisatelji, bolje meni, da tudi on. Ne? Je pa res, da se na njih ponovadi ta oznaka daje, kot da so pisali literarne romane, recimo. Ne? Zdaj za Adamičeva dela za večino težko rečeš, da so romani. Vsekakor pa se strinjam s temi številnimi oznakami, ki se pojavljajo v literaturi o njem, da gre za ali literarno novinarstvo, ali pa literarizirano novinarstvo, ali pa poročanje, da gre za dokumentarni ali pa nefikcijski roman, literarno publicistiko, dokumentarno prozo. Vse te oznake se pojavljajo in se mi zdi, da jih pravzaprav govorijo o enem in istem in to je, da kot ste že večkrat je bilo poudarjeno danes, da je bil izjemno natančen, resnicoljuben, bom rekla, raziskovalec po duhu, ki je vsako dejstvo navzkrižno preverjal, da pa je seveda bil tudi zelo spreten v estetskih ali literarnih postopkih in jih je s pridom uporabil in ravno zato se te knjige tako zelo dobro berejo. Sploh Titova biografija. Če lahko sem to dodam, mislim, da je Mojca prej omenila, da je Adamič to knjigo pisal v zelo stresni situaciji, ne sem zaradi tega, ker je bil svet takrat v velikih premikih. Tudi osebno krizo je doživljal, žena je zbolela in kot veste, v Ameriki ni zdravstvenega zavarovanja, kot ga tu poznamo, tam je moral sam plačevati račune, to piše v pismih za zdravljenje svoje žene. In pri njemu je bila težava v tem, da ga je v bistvu politika, v katero se je zapletel v Ameriki in drugo svetovno vojno, ga je praktično finančno izčrpala. To se razvidi iz dopisovanj, da je menda iz svojega žepa zapravil 25,000 takratnih dolarjev, da je pomagal organizirati ameriške Slovence pa jugoslovansko izseljensko skupnost v ZDA, da so vstopili na stran NOB in partizanov. In da, ko ga je potem njegov kolega Rogel vprašal, ja, kaj pa zdaj s tem denarjem, pa rekel, nič je že v redu, bom že pridobil denar nazaj s svojim literarnim delom, ker on se je želel ukvarjati z literaturo, politika je bila za njega pač stranska pot, ampak ta ga je potegnila preveč not. In najhujše, kar se mu je tu zgodilo, je pa to, da je na koncu fasal tožbo od Winstona Churchilla, ker je v eni knjižici, ki jo je izdal med vojno večerja v Beli hiši, preveč grdo napadel premijeja Churchilla. Tam sicer je pisal o njegovi zunanjosti, kako je grda, ampak je pa tudi na opletu neke
v neke imperialistične zgodbe in Churchill je seveda eden redkih angliških državljanov, ki je uspel v tem času tožiti enega ameriškega državljana in tožbo dobil. In to je bila ena huda vsota, ki jo je na koncu poravnala založba. In ta založba je bila v bistvu praktično Adamičev delodajalec. In Adamič se je potem znašel v prekarni situaciji. Ostal je brez založnika in moral je iskati načine, da zasluži nazaj svojim pisanjem. In ravno ta kriza, ko se potem odraža, mislim, to je kombinacija vsega. Tako da to je ta tragedija, ne, Adamičeva se je zgodila, ne, ker si resnicoljuben, a ne pa na koncu izgubiš vse. Morda še stavek, da bomo pošteni, ko se govori o njegovih knjigah, veliko zaslug ima ravno njegova žena. Ona mu je zelo pomagala pri pisanju, ker on vendarle ni bil naivnih speaker in tako naprej. Saj večina, ki je Adamiča poznate, to ve, ampak mislim, da je vredo, da reče. Ja sem prav že prej videl, da si nekaj želel še dodati, mogoče ne na prejšnjo istočnico. Mislim, da je dosti povedano, samo to glede tega pogovora o tem, kaj pravzaprav Adamič, ko piše te knjige, zlasti to knjigo. Jaz mislim, da on ni tukaj niti raziskovalc, niti ni raziskovalni novinar, ampak v bistvu preiskovalc, on preiskuje. Detektira, ne vzemo tega kot detektira, kaj se dogaja okoli njega in se cel čas sprašuje. In meni se zdi ta slog njegovega neprestanega spraševanja in komentiranja tega spraševanja potem, ko to piše, skratka, on ima zapisano, kaj se bo govorila, ko se zapomnim, potem pa še komentira dodatno, se mi zdi, da daje te knjigi neko dvojno branje. Bereš skozi njegov opis srečanja, recimo dokumentarno, kjer on sprašuje, pa dobiva podatke, potem pa še zapisuje z tem, da se odmakne od tega srečanja za neko distanco, s katero to oceni. In v tem smislu se mi zdi to zelo dobra literatura posebnega tipa, literatura pomeni vse, kar je knjižna izdana, lepa književnost, ampak je kot taka književnost literatura. Tako da se mi zdi, da, čeprav vem, da boste vsi pogledali nekoliko čudeli, ampak teh 700-800 strani se splača prebrati. Ok, hvala lepa. Mogoče na tej točki, ki bo že kar nekaj povedanega, odprla še možnost za vprašanja, komentarje občinstva, samo tako, da gremo en pa po ena, če mogoče. Aha, imamo že prav vprašanje, to še tako sem si zamislil, to jaz tekmovanje krok, pa ne ima, bi kar podelil mikrofon, verjetno najbolj smiselno. Hvala vsem. Jaz sem zelo radovedna, mogoče tudi samo glede tega rokopisa, ki je bil izhodišče, kako to, da se je znašel v Sloveniji, če mogoče te okoliščine malo kdo pojasni, plus te bi vprašala, ker je to poglavje prevajala, se pravi, ta rokopis ni bil urejen, ni bil čistopis, ampak so te njegove zaznamke v bistvu zelo kot opisani, kakšne vrste popravke oziroma kakšne vrste dopolnila so to bila. Kaj je zdaj to, kar je on še dodeloval in tako? Ja, rokopisi so v bistvu prišli od Dedija, ker Adamič je imel tak sistem pisanja knjige, da je pošiljal poglavja po poglavjih tem ljudem, s katerimi je bil v kontaktu in Dedijer je, kolikor sem jaz seznanjen, imel vse te zapiske in jih je potem, ko je Adamič tudi umrl, jih je potem tudi izročil. Mislim, da je to ta zgodba, ja. To je tako šlo. Več o tem si lahko pa preberete v knjigi spet istega avtorja, Vladimir Dedijer, Izgubljeni boj Josipa Vissarionoviča Stalina. Tam ima eno celo poglavje o Adamiču, kjer ga opiše, kako je on pisal knjige. In to je res vredno prebrati. Tam boste videli in vam bo jasno, kako so rokopisi pristali v Jugoslaviji. Čisto verjetno je ta izvod rokopisa, ki je v biblioteki SAZU, najpopolnejši izvod Orjan Korenin, prinesel Dedijerju Bebler. Potem, ko je Dedijer že sproti svoje
narobe dejal, to čisto zadnjo verzijo je tudi v Jugoslaviji. Janja, lahko z mikrofonom še Da jih je Vladimir Dedijev prinesel Bebler in so v biblioteki. To zadnjo verzijo, Aleš Bebler. ta rokopis Orla in korenin, a me kdo ne sliši, ki je... Odmeva. Ta rokopis Orla in korenin, ki je tule v biblioteki SAZU, je najpopolnejši rokopis Orla in korenin, edini, ki ima popolno tudi to drugo knjigo, Igra šaha in poglavje, najobsežnejše poglavje, ki je bilo celoti spuščeno, Igra šaha med potresom. In ta izvod je prinesel Bebler v Jugoslavijo, ko se je vrnil iz New Yorka in ga izročil Dedijevi. To sem hotela prepoznati. In Didier ga je poklonil, ne? Ja, tako je, tako je. To je bilo, če smem povedati, Janja Žitnik-Serafin, res odlična poznavalka, več knjig je napisala o Borisu Adamiču in prav te reči zelo natančno opisuje v knjižici, rečemo tako, in korenine med brušenjem in cenzuro. Kar se tiče teh njegovih uredniških popravkov, recimo kar šteje kot druga verzija, pravzaprav ne na koncu, zadnja, ki jo imamo, so dokaj minimalne v resnici. Včasih je dodana opomba na kakšnem vloženem lističu, tudi zraven natipkana, včasih gre za besedni red ali pa za premetavanje vrstnega reda odstavkov, to dokaj redko, začrtanje kakih delov, zamenjavo boljšega izraza, ki se ga naknadno domisli. Tako niso to neke zelo velike posege. Pozabila. Pisi so še kakšen stavek ali dva in nekaj navodil pa vprašanj založniku. Kako že eno vprašanje sem si, ali je to žaljivo za urednika, češ, da ne bi spet koga užalil, ker je pač imel to grozno izkušnjo s Churchillom, ki ga je tožil. Ja, in hkrati recimo tudi tam proti koncu vlaga v pripoved vedno več recimo nekih navidezko zelo obrobnih, recimo časopisnih novic o recimo smrti oziroma samomoru neke premožne družine, ki je bežno poznal in spet je noter vložena kot opomba uredniku, neznanemu bodočemu, kako ne rečem, da naj prosim to pusti noter, ker je ravno to intimne stiske treba prikazati, zato da bi lahko razumeli veličino ali pa daljnosežnost posledic tako makartizma kot zaostrovanja političnih razmer v Ameriki in svetu. Nekaj tako, ampak tega je malo. Nadaljno vprašanje, komentarje. Vprašanje za sredino, pa na levo, bolj je zgodovinsko. Evidentno je, koliko je Adamič odprl vrata v Ameriko in slovanski stvari, da tako rečemo. Med drugim je 49. leta bil sprejet zakon Military Aid Program, ki je Jugoslaviji odprl dostop do oborožitve, s katero se je obranila pred grožnjo Sovjetske zveze, kar je bilo do takrat nekaj popolnoma nezaslišanega, da bi neka socialistična oziroma komunistična država dobila tako skoraj neomejen dostop do oborožitve in do vseh ostalih stvari v Amerike. Bolje pa vprašanje, kar mene zanima, vidimo, koliko so stvari vplivale na Adamiča. A je kakšna sled, koliko je Adamič dejansko pustil svojih sledi v jugoslovanski politiki, bil je v ogromnem pogovoru z oči z vrhunskimi jugoslovanskimi politikami. Obstaja nekje sled, vema, je kakšna njegova misel ali kakoli dejansko imela vpliva se prijela v Jugoslaviji.
jaz ne poznam recimo kakšnih takih debat ali tekstov, kjer bi Adamičeve misli recimo o politbiroju ali pa v kakšni drugi debati predstavljali. Tako da to je pravzaprav zelo težko reči. Ne vidim vsaj skozi recimo tiste dokumente, ki sem jih jaz videl, ne vidim tega vpliva, da bi Adamič, sooblikoval na tak način tedanjo jugoslovansko stvarnost. Je pa na nek način začrtal, to je zanimiva, začrtal to, kar sem prej govoril, neko tretjo pot. To je zanimivo izhodišče in to bi bilo najbrž vredno raziskati, ali je res kdo od teh jugoslovanskih kreatorjev uvrščenosti sledil tudi ali izhajal iz Adamiča in njegovega pogleda na svet. Ampak v tem trenutku res težko rečem, da tukaj obstaja neka povezava, da bi bilo to precej nasilno. Ideje so pa podobne. Še kakšno vprašanje? Lahko kar visoko dvignete roko, da ne bom spregledal. Če ne, potem mislim mogoče na tej točki sem najlepše zahvalil za obisk, povabil k nakupu Adamičeve knjige, se zahvalil sogovorkama in sogovorcem in seveda knjigarni Zilin Zrc za gostoljubje in lahko se malo še mogoče podružite v zadnjem delu oziroma prvem delu Korane in še kakšno rečemo manj formalno o Adamičevem delu ali pa aktualnosti za naš čas, kaj takega, lepa hvala.